Lepo pozdravljeni. Moje ime je Marjan Maj Čirič, profesor na Srednji prometni šoli. Danes gostujem dijaka Luka Krošlja, ki je 4. letnik logistični tehnik. Luka, pozdravljen. Hvala za povabilo. Luka, ti si prišel do 4. letnika brez problemov, oziroma bom rekel, nimaš popravnih izpitov, nisi nikoli imel. Kako je tebi na tej šoli, oziroma kako je tebi kot dijak biti na Srednji prometni šoli? Ja, na prometnem je dejansko zelo fajn, pač ni nekaj zdaj, da bi celo leto mogel veno delati, pač tako recimo na kakih drugih šolah, gimnazija, tako naprej. Drugače pa je vseeno treba malo zobe stisniti, pa je to bolj, ko ne, pač vse rado obiskujem to šolah, pa sošolce imam dobre, pa dijaki nasploh so na šole zelo dobre. Ja, Luka, vidim, da ob konferenci imaš skoraj vsako leto kako negativno, ne? Torej, ni da jih nimaš, ampak na koncu ti je odmerja uspelo. Uspeš priti brez popravnega. Zanima me ta stres, ki je potem, ne? Potem se pojavi ob konferenci, popravlja treba to negativno. Je to potrebno, to rabiš, ta stres, da potem te spodbudi to, ali bi lahko šlo tudi brez tega? Kaj ti misliš? To pa je, če mene vprašaš, čisto odvisno od vrste človeka, kot si, oziroma dijaka. Recimo eni pač imajo taki dar, da se ne rabijo nekaj veliko učiti, pa si zapomnijo takoj, ampak to jaz nisem, tako da stres mi definitivno pomagal pri tem, še posebej proti koncu šolskega leta, ko se ponavadi tako vse posod ocene naberajo, pa moraš vse naenkrat nekaj v kup spraviti, pa še recimo za mene še zdaj, ko delam izpit za avto, pa tako naprej, vse naenkrat je to malo težko, ampak stres definitivno pomaga, ker če bo zdaj tako, da ti bo vseeno za vse skup, boš malo težje naredil, ne, seveda, pač težko narediš brez popravnega izpita pol. Zdaj, počasi se bliža tvoje odraslo obdobje, prehajaš iz tega mladostnika v odraslost. Septembra si dopolnil 18 let, s tem si je povezana odgovornost, pravice in vse to. Kaj tebi predstavlja ta polnoletnost? Kaj se je mogoče kaj spremenilo v razmišljanju ali kako ti gledaš na to? Ja, definitivno se je spremenilo. Zdaj imam veliko pač dovoljenja do veliko več stvari, ampak tudi imam slabe stvari glede tega, da nisi več polnoleten, ne. Enkrat je pač valjda treba odrasteti, drugače pa, ko ni neka fejst huda razlika, ampak je pa zdaj, da vse opazi, pa kaj se pa tiče razmišljanja, pač treba je, če mene vprašaš, je treba odrastiti enkrat, ne moreš za vedno biti otrok. Pa kaj to pomeni odrastiti? Kaj to pomeni? Ja, neka oseba, ko začenja bolj razmišljati za sebe, pač da je bolj odgovoren za sebe, namesto da te vedno metaforično starši ali pa drugi ljudje za rokico držijo celo življenje. Drugače pač ja, da imaš večjo odgovornost na samega sebe načeloma. Zdaj, Luka, jaz tebe vidim kot ambiciozno osebo. Tako vidim, da tvoj čas šele prihaja, ne? Da si zdaj naredil en korak tukaj, končal boš srednjo šolo. A si že kaj bliže svojim željam, imaš občutek, da je to, kaj želiš, ali razmišljaš za drugo leto kako drugo smer? Ne, bolj ko ne razmišljam, da bom na logistiki vstal zaradi tega, ker tako ali tako že imam bolj ko ne veliko družinskih članov, ko delajo na logistiki, oziroma vsi delajo na logistiki, zdaj ko pomislim, ampak ne, zdaj moj brat je šel recimo v Celje na faks, jaz tudi razmišljam o tem, pa še par sošolcev imam, ko smo se tudi menili, da bi šli skupaj v Celje, potem pa še nisem glih točen, kam bi šel delat, ampak zaenkrat je plan samo, da grem pa končam še srednjo šolo uspešno, vso maturo v prvo naredim, pa da še pol razturam še faks. No, super, dober načrt. Zdaj, v teh 4 letih, ko si tukaj, si spoznal različne profesorje. Mene zanima, katere lastnosti, karakter mogoče, strokovna podkovanost je tisto, kar ti pri profesorju ceniš, in tisto, kar mogoče malo manj, oziroma kaj te vse moti, ne? Kaj bi, zdaj mogoče ne rabijo oseba pa imeni, ampak tako, karakterno, tisto, kaj bi ti poudaril oziroma pohvalil, pa kaj bi mogoče pograjal? Pohvalil, kar se tiče profesora, bi pohvalil to, da se pri enih posebej se prav vidi, ne, da ti dejansko hočejo pomagati, ne da te zdaj
kako naj rečem, z delom, kaj je že, da ti pač dajo puno dela pa tako naprej, zdaj ne pravim, da ne smejo dela dati ali pa kaj takega, ne, ampak rad pa vidim, da ko profesorji dejansko pomagajo, si vzamejo čas, zdaj zastopim, da profesorji vsi so tudi osebe, valjda, pa imajo svoje življenje, ampak tudi ko si vzamejo čas za dijake, to, oziroma tisti, ko si, to ful cenim, zaradi tega, ker jaz sem že tudi mogel imeti pomoč od profesorja pri enih strokovnih predmetih, recimo, si je profesor vzel čas za mene, recimo, pa sem bolj dobil pozitivno, tako da se to vidi. Zdaj, kaj pa manj cenim, pa je tisto, ko... Kaj te moti, ne? Kaj bi bilo tisto, da te kaj zmoti, oziroma vse veš, da včasih se ti zdi kaj nepošteno, da ni nekaj, da nekaj ni tako, bi si... Ok, recimo, da ko pač enim dijakom se recimo zdi, da te imajo profesorji na piki ali pa kaj takega, zdaj večinakrat to ni primer, ampak vse pa tudi valjda lahko zgodi, recimo, da bosta dve osebi, rečemo, da sta dva recimo na telefoni med poukom, ne, pa se točno vidi, zakaj, da sta oba dva, ampak bo pol samo enega, kaj je že opozorila, da naj pospravi ali pa kaj takega, ne, da bo ga kaznovala ali pa kaj takega, to da ne, zdaj, če profesorji včasih niso pošteni, to ne cenim, drugače pa... Torej, če sem te razumel, bi to, da bi potem oba opozoriš oba, da pospravite telefone, ne samo enega. Ja, ali dobenga, ali pa oba. Ok, zdaj, jaz vem, da na šoli poteka ogromno učne pomoči, ne, torej vsak odmor se da biti, vsak profesor ima enkrat na teden učno uro, da to namenjeno. Zdaj, dijaki se manj tega poslužujejo, oziroma v manjši meri. Zakaj misliš, da je to tako? Zakaj rajši plačujejo doma popoldan neke inštrukcije, ko so pa možno, da tukaj dobijo zastonj? Zdaj, za mene osebno, ne, za doma inštrukcije, zaradi tega, ker jaz sem taki tip človeka, da sam se ne morem učiti, ne morem se spraviti, da je sam šel do zvezka pa se spravil učiti. Če pa imam nekoga poleg mene, da pa samo, pač večinakrat samo eno osebo, ne, mi veliko bolj pride do volje, zaradi tega, ker vem, da imam nekoga zraven, ko mi hoče pomagati itd. Zdaj pa, ko pa greš v šoli, recimo na učno pomoč, ne, pa je več ljudi, in pol valjda profesor ne vedno sfolga zdaj vsem naenkrat, ne, da, ker mogoče pri katerih predmetih veliko ljudi ne zastopi snovi, pa ima kar veliko dela, pol profesorca na učni pomoči, oziroma profesor ali profesor, in ima veliko več dela in pač ne moreš vsega naenkrat, ne, medtem ko si doma pa plačaš za inštrukcije, ona samo tebe ne more pomagati in se veliko prej in lažje naučiš. Luka, recimo, da bi ti zdaj videl enega Lukata, ko se vpiše v prvi letnik, enega sebe takega, kaj bi sam sebi rekel, ko je prišel sem na šolo, bi mu kaj svetoval, bi mu kaj odsvetoval, kaj bi mu rekel? Rekel mu bi, da naj se ne tako fejst sekira, ko se je, pa da pač malo, kaj se pač vsaj ne v šoli, da malo bolj pač stisne zobe, da se malo bolj k sebi spravi, ampak da naj tudi, kaj je že še v drugih stvarih proba uživati v življenju, ker v življenju ni samo šola, služba in tako naprej, tako da pač si boljše malo, ne vem, kako se v slovenščini, da si malo bolj balanca, kaj je že, oziroma uravnoteži svojo pač življenje v šoli pa življenje doma, ne, si moraš za druge stvari tudi načeloma čas vzeti. Lepo, torej tako, da ni samo šola, tisto, kjer je ti v tem času, ampak da imaš tudi privat življenje, imaš svoje hobije. Tvoj hobi je recimo, kaj je tvoj hobi? Ja, valjda, da rad se družim s kolegami bližnjimi iz svojega domačega Kranja, drugače pa rišem rad tudi, si vzamem za to pogosto čas zvečer, zdaj posebej, ko ni nekaj napeto z ocenami, pač vem, da je mogel delati za maturo, ampak dobro. Še je čas. Še je čas. Luka, hvala za ta pogovor, pa želim ti uspešno dokončanje najprej te šole, pol pa da razturaš na faksu. Hvala lepa.